Nogometaši Zavrča so letos doma izjemno uspešni, doma še ne poznajo poraza, niti točke še niso dali na novem štadionu, tokrat so doma pričakali zadnjo uvrščeno ekipo prvenstva, ekipo Radomelj. Prva akcija za domače nogometaše, to je bila podaja Matjašiča, ki je skoraj končala v vratih, nihče pa žoge ni uspel potisniti prek golove črte. V 15. minuti po boljšem začetku domačih pa vendarle zadetek, zadel je Tomislav Kiš. Podaja Antiča je preletela gostujočo obrambo, potem pa Kiš, ki je zaključil in premagal Ivačiča za 1:0. Do konca prvega polčasa še dve priložnosti, najprej je streljal Kiš, to je bil še en odličen strel igralca, ki je v tem drugem delu prvenstva posojen iz Hajduka, žoga je oplazila vratnico in končala zgolj v kotu za domače. V sodniškem podaljšku pa še ena velika priložnost, Balkovec ni uspel ustaviti visoke podaje proti Matjašiču, ki je šel sam proti vratom Ivačiča, a tokrat gola ni bilo, končalo se je v polčasu 1:0 za domače. V drugem delu nekaj časa ni bilo priložnosti, prva akcija pa za domače, poskušal je Muminović, a tokrat mimo vrat. Obetavna akcija tudi gostov, tokrat je bila to priložnost za Gorana Vuka, ki pa je na koncu zgrešil žogo in zapravil lepo priložnost za Radomlje. Do konca še dve lepi akciji, najprej izjemna priložnost za nogometaše Zavrča, preigraval je Grezda in potem streljal mimo desne vratnice, lepa poteza tega nogometaša brez pravega učinka. V sodniškem podaljšku pa še priložnost za gostujoče nogometaše, poskušal je Rok Jazbec z glavo, ampak brez težav za domačega vratarja. Tekma se je končala, Zavrč je zmagal še enkrat več, doma z 1:0 in dosegel nove 3 točke, Radomlje pa še vedno na zadnjem mestu lestvice. Pa mislim da smo dobro ušli u utakmicu, zabili smo taj gol na vrijeme. Mislim da smo šli v tekmo dobro, dali smo hiter gol, imeli smo še nekaj lepih priložnosti, ampak se nismo dobro znašli pri njih. Na našu nesreću nismo se tu dobro snašli. Predvsem prvi polčas, kjer smo šli v tekmo preveč bojažljivo in celo lahko rečem strahopetno oziroma pod neko blokado, kjer se velika večina fantov ni upala igrati, ni se sprostila.